Hej ljubčki, hej. Če gledate to, to pomeni samo eno in sicer, da Lejči drži obljubo in da je tole nov vlog. Rekli smo, da bomo pridni in uploadali vsak mesec, torej nas čaka še en vlog v decembru. Če sem čisto iskrena, malo ne vem, kje se me glava drži, tako dobesedno delam enih 15 stvari naenkrat, vse projekte nekako pelem istočasno naprej, hkrati finiširam planner in ga jutri moramo dati v tisk, če hočem, da pride planner do časa, torej k vam za darila. Potem finiširava z mami kuharsko knjigo, torej moji najljubši mamini recepti 2. V mesecu in pol sva pofotkale vse recepte v knjigi, kar jih je 40. Potem sva imela prejšnji teden cover shoot, se pravi za naslovenco, slikanje in pa za noter za ta poglavja. Včeraj sem potem poslala vse recepte še v lekturo. Skratka, ta dva projekta sta tako precej velika. Tudi, kar se tiče kampanj za naročnike, je zdaj sezona, zaradi tega, ker je dobesedno pred vrati Black Friday in potem cel december vemo, da je zelo potrošniško močen, tako da imam tudi en kup kampanj, ali snemam, ali montiram, ali sem na nekem snemanju, jutri snemam s Coca-Colo, tako da to hudo je, da si nekatere dneve dejansko pač vem, da beden izgovor, ampak nimam časa skuhati, tako da Vito makaroni to the rescue. To so najboljše testenine, Ljubljančani boste vedeli, živim za te testenine z burato na vrhu, pistacijami, paradižnikovo omako, tako s česenčkom. Can't wait. Anyway, ne vem, kje smo bili, preden je pozvonil, v glavnem, tale mama je busy, zraven sem dala seveda še vam obljubo, da bom vlogala pridno. Tako da basically do božiča imam nekje go mode in potem, ko se začnejo božični prazniki, zadiham. Katere izmed vas je zanimalo, kako mi gre nekupovanje, torej nekupovanje cunj, oblek, in moram se pohvaliti, da v bistvu nisem kupila ene stvari, torej nič nisem kupila, niti zase, niti za hčerkico, niti za Anžeta, do zdaj. Je pa res, da se bližamo sezoni daril in torej pride Miklavž, pride Božiček in tam pa po mojem bom pogrnila na celi črti, zaradi tega, ker pač če hočem kaj podariti, pa če hočem, da bojo moji kaj odvijali, pač ja, moram tudi kaj zavita, ne? Dajmo si tole dol, kaj je že težko. V glavnem, plan imam, zdaj ne vem, če mi bo ratalo ta teden ali bo to naslednji teden, ampak plan imam Slavko, mojo Slavko, zelo dobro prijateljico, pelat v shopping, zaradi tega, ker mi je zadnjič pojamrala, da nima nič pametnega in basically nobenega pametnega puloverja in sem bila tako, ja, to pa je treba, mislim, to pa morava zrihtati, ne? Tako da, ja, njo bom pelala v shopping, jaz bom imela še vedno isto pravilo, torej, sam njo pelam, sama nič ne kupam in vas bom vzela s sabo, da bomo videli, kako bo to šlo skozi. Tako da, nič, dajmo skočiti v tale vlog, upam, da ste vi super ljubčki, uživajte v vlogu. Aha, paparaci na delu. Aha, busted. Na bledu kremšnito. Dobar. Tata, a nisi ti na keto dieti? Kje pa je tle meso? Predstavljam si ga. Pa zelenjava?
To pa ne ramam. Je dobra? Glej, tamle se pa ena bučka kar prebuje. A vidiš, kaj je pametna, kaj ve, da je kremšnitelj prišla. No, daj. Odlično. Da. Ta pa ta. Tako. In še rokice. Tako. In tako. Da. Tako, ja. Da. Tako. In zdaj, kam gre to? Ni ponedeljka, ampak počutim se pa, kot da je. Situacija je resna in sicer zamujam na pilates, ampak meni se je toliko luštala jutranja kava, nisem našla lončka to go, tako da here we go. V čisto prav lonček, v skodelico v bistvu, ne v lonček. V avtu smo in zamujamo 6 minut na pilates. Evo me, ravno kar končala s pilatesom. Zdaj med poletjem nisem bila tako pridna. Zdaj sem si pa rekla, da bom do konca leta, koliko pač še je do konca leta, bolj dosledna. Cilj je, da hodim 2-krat na teden iz enega preprostega razloga. Moje telo, ko delam pilates, me ne boli. Torej, nobene bolečine, počutim se močno, počutim se dobro v svoji koži, v svojem telesu in moje skromno mnenje glede pilatesa, oziroma nasvet, ki bi ga jaz dala čisto vsakmu za njegovo dobro, je, da če še ne delaš pilatesa, ga začni. Vem, da se to sliši ful tako v smislu kot neka sekta, joga, pilates, ne vem, ljudje, ki to prakticiramo tako, či smo noter padali, ampak dejansko to je ena toliko prefinjena, pametna vadba. Tako kot pač vsi umivamo svoje zobe, tako kot vsi pijemo vodo, ko smo žejni, tako pač bi mogla biti osnova v mojih očeh, da človek hodi na pilates. I said it. Seveda je pa na vsakmu posamezniku, kaj bo naredil, ampak pilates je ena čudovita zadeva. Toplo priporočam. Zdaj pa šibam porogličke in nazaj domov k moji ljubici in k mojemu ljubčku, ker na pilates hodim zjutri, pa tale kamera bo ravno kar, baterija se je spraznila, tako da se vam javim malo kasneje. Danes slikamo en zelo lušten projekt, v bistvu smo slikali zdaj že cel mesec, tako da prehajamo v tisto končno fazo, ki je danes v bistvu zadnjič, torej še rep tega projekta in potem vam bom zelo hiter in zelo malo in v kratkem lahko pokazala, kaj smo špičali, oziroma bolj rečen, kaj smo zakuhali. Kaj boste pa vidve zdaj, baba nož, samo baba nož. Kaj boste pa vidve zdaj naredile, ljubice moje? Piškotke spekle. A bojo zelo, zelo dobri. Zdaj takole primi.
Pa bova takole mešava. Takole malo, takole zdaj pol jajčka. Damo še malo sladkorčka. Ja. Ja. Pritisni, bravo, in dvigni, bravo. Zdaj pa s rokico primi piškotka in ga daj tukaj gor. Tako. A zdaj pa zvezdico? No, pritisni, bravo. A zdaj pa še lunico? Pritisni. Luna. Tako. Vzemi jo. Pa jo daj tukaj. Bravo. Kako bojo dobri. Seveda, da je. Je normalno. Bi kar človek prijel? Ne, še nismo Nisva se danes zmenile, ampak pa ste to. Mami. Isto so oblečene. Četrtič zaporedoma. Ja, že 4-krat, vsakič, ko pridem na obisk, sva isto oblečene. A boš povedala, kaj delamo? Kuhamo. Če tako lepo diši. Ja, kuhamo, veliko dobrega. In sicer slikamo in kuhamo mamine najljubše recepte. 2. Kmalu. Za Miklavža? Za Božička. Se bova potrudila, da čim prej. A prav? Ajde. Takole izgleda naš studio, naša skromna postavitev doma, v kuhinji oziroma tole jedilnica. Takole smo nalepali en plakat, pa smo dali domače prte. Vse, kar dejansko mami uporablja, ko nas povab na nedeljsko južno. Evo, takole. In pa Oskar, moj prijatelj, moj dober prijatelj, pa v akciji. Sarme. Sarme, imaš rada? A jaz kaj tvojega nimam rada. Receptov za sarme je kar nekaj. Vem, da bom zdaj zelo kičasta, kam to rekla, ampak meni moja mami naredi najboljše. Že izgledajo. Takole. Pa še nekdo je lačen. Najboljši del je pa to po fotkanju, ko mami vse takole prinese na mizo in mizica pogrni se. Vsak si vzame, kar se mu zalušta in je v bistvu skoraj na nek način kot Božič. In še kaj za domov. Ja, še kaj za domov tudi dobijo, Aldeja. Aj dober? Zelo. Zgleda vse ful dober. Nismo še vsega probali. Ja, počasi, ljubezen. Da je še uno 5 minutes later. Ja, bomo pokazali, kaj bo čez pol ure. Čin. Čakaj, da mi sfokusira. Opa! Se to res lahko. Ja. Hrana je boljša.
ravno kar od nege, so nege, pol so pa take nege, kot sem jaz zdajle bila, nege za dušo, ki dajo na te en kup enih kremic, žavbic, serumčkov, maskic in te zraven še tako lepo zmasirajo in pocrkljajo. Tako da to je bila zdaj nega za mamico, za dušo. Je pa resnica ta, da sem trenutno v taki frki, v taki časovni stiski z vsem, ampak, ljubčki, vse veste, kako pravijo. Tudi ko je nevihta, si je treba vzeti čas zase. Ali tako nekako. Mogoče sem se lih kar zmislila to, ne vem, če tako pravijo, ampak you got the point. Ne smeš pozabiti na se, tudi ko so malo bolj taki hektični časi, tako da tole je zdaj definitivno pasal. 6 tednov je do konca leta, čez dober teden bom Anžeta poslala v klet po vse možne okraske in smreko in šaro božično. Zelo se veselim, zaradi tega, ker imam prvič občutek, da moja hčerkica začenja razumeti vse to in ko gremo v kakšno trgovino, ki je že by the way vse opremljen in okrašen, je tako zelo girly girl, tako začne s tistim svojim glaskom. Tako da mislim, da se ji bo malo rahlo odpeljal, ko bo videla, kako bomo preobrazili tudi naš dom in seveda bo pri tem lahko pomagala. Tako da se zelo veselim celega tega obdobja. Tako da to je to. Šibam domov skuhati južno in se oglasim in se slišimo malo kasneje. Paket iz Temuja je prišel. Naročila sem v bistvu samo božično šaro, bolj kot ne. Zimsko božične nalepkice, da lahko kranclaš darilca. Potem sem naročila takele štumpke, te so prišli predvsej manjši, štumpke z našimi črkami. Prišli so zelo majhni, evo, takole se vidi, koliko. Sem mislila, da so tisti ta veliki štumpi, ampak še zmeri se mi zdijo čisto luškani za kakšne take drobnarije oziroma, če ne drugega, jih bom dala po oknih, tako da mislim, da bo čisto luškano cozy prišlo. Potem sem naročila tole so prevleke za polštre na kavču, da bo tako malo bolj božičen spirit. Tole sem vzela pa v bistvu za kakšen pesto oziroma za kakšno zelenjavno omako, ki naredim malo več, dam sam lahko noter v modelček, zamrznem in imam potem naslednjič tako hitro okusno kosilce. Ja, še več telih in to je v bistvu to. We are getting into the Christmas spirit. Tole, kar zdaj odpiraš, je letošnji božiček. Sam je prišel malo prej. Zakaj smo pa kugar zelo zavili? Ja, božiček mi je povedal, da so te plastične deske v bistvu strupene, a ne, ker režemo na njih meso pa tako, in da si moramo umisliti hrastove lesene deske. A što to težko? A dve? Ja, Zakaj pa dve? ena za meso, ena pa za sadje pa zelenjavo. Kaj pa za ribe? Siš pa sam kupil. A si vesel? A dam delo? Ne, mislim, je dober daril, praktičen, uporaben, lep, slovenski izdelek. Jaz se mogo isto tep kupati, ko si kuharca. A se ti tudi kuhar? Jaz bolj sam je sorovga v kuharno sprav. Vse to so kuhari. Hvala, Božiček. To boš ti lepo zavila v tak lep papir, pa bom pa rekel hvala. Hvala, Božiček. hvala Lejči, najboljša punca. Večerja. Appreciataš mojo dekoracijo. Imam sam 2 kisli kumari in eno sem dala tebi, eno pa sebi. jo prav tako mogla. Danes imamo movie night, gledava pa dokumentarc, ki je prišel na Netflix z naslovom Buy Now.
A ni ta sladica tako, božič je za ovinkom, mogoče zaradi barv pa vsega, pa te smetance, pa taka je za nasmreko skor. A veš, sam še manjka una vrvica in jo tam tako primaš, tako ček. Na vsaki strani in to to. Meni se zdi čudovita. Zdaj pa res tam takole še vrvica Ja. in se jo da na smreko. Točno to. Točno to. Koliko imam lepo, mami! Dej. Čakaj, koliko si ti? 25? Kako si lahko ti... Ne, kako si lahko ti 25, če sem jaz 33? Wow. Ne sme. Danes smo na fotkanju, smo že v akciji, dobro smo začeli. Fotkamo naslovnico kuharske knjige Moji najljubši mamini recepti 2. Ekipa je mlada, zagnana, sicer vse tako lepo diši in najreč bi vse pojedel, kar je mami prinesla in skuhala, ampak bomo najprej pridni, pol pa za nagrado na koncu se bomo pocrklali. Kaj je tole? Mesne kroglice. Kaj pa še to malo zraven, pa še to malo zraven, a veš, ka to niso samo mesne, kaj jaz naredim mesne kroglice, ne zgleda tako. Paradižnikovi omaki, Ja, gratinirane z mocarelco, Ja. pestom, Ja. malo bazilike. tako malo italijansko inspired. Njam. It's beginning to look a lot like Christmas. Ni vedela, da hočem plesati. Ne, to ni od restoranta, to je tako, ko bi pa eni mami jedli.